Po seriji vlomov Ukraden mir. Vlomilec vedno več odnese, kot prinese, so z ljudsko modrostjo stari starši pred desetletji bentili nad brezbrižno mladino, ki marsikdaj niti ni zapirala vhodnih vrat, kaj šele zaklepala. Verjetno ta stavek življenjske modrosti še danes marsikdo ponavlja, a tisti, ki so bili žrtve vloma, opozarjajo, da je tisto, kar storilci prinesejo, velikokrat huje kot to, kar odnesejo. Ukradene reči, pa naj gre za denar, zlatnino, računalnike, je namreč mogoče nadomestiti, a občutka, ki ga pusti tako grob poseg v zasebnost, v intimo, se je težko znebiti. Da je nek tujec hodil po tvoji spalnici, kopalnici, kuhinji, se dotikal tebi ljubih predmetov. Vse to, vedo povedati žrtve vloma, pušča neverjetno občutek ogroženosti, posilstva zoper človekovo dostojanstvo, ki nelagodje vzbuja še dolgo časa. Ko se na to, kar vse je izginilo, že zdavnaj velikokrat pozabi. Torej se ne gre čuditi, da so vlomi, ki so za tatvinami drugo najpogostejše kaznivo dejanje, s katerimi se srečuje slovenska policija, dejanja, na katere smo ljudje najbolj občutljivi. Obširni so nasveti policije, kako naj v prvi vrsti sami zagotovimo varnost svojega premoženja, še posebej med poletjem in v božično-novoletnem času, ko je zaradi odsotnosti stanovalcev za vlomilce najbolj dejaven čas. A roko na srce, po poplavi vseh možnih nadzornih sistemov se število teh dejanj povečuje, preiskanost pa znižuje. Ta sicer nikoli ni bila posebej visoka, a če še je pred nekaj leti znašala okoli 20%, se je lani ustavila pod 15%. Policija je sicer konec lanskega leta zabeležila eno najnižjih številk, kar se zaposlitev tiče. Ta je padla pod 8.000 ljudi. Tudi zaradi tega bo policija svoje delo morala prilagoditi. A namesto nemalokrat inkasanskih akcij dati pozornost tistemu, kar se ljudi najbolj dotakne. Takrat bo veljala njihova vedno znova ponavljana trditev, da policija dela za ljudi.